Spoštovane gledalke in gledalci, po letu dni se oddaja o umetnosti in kulturi zopet vrača na zaslone. Čas COVID-19 je neprijazen do nas vseh, kultura pa plačuje še posebno visok davek. Vendar pa v prvi oddaji novega cikla bomo pogledali v zakulisje dogajanj pri snemanju filmov. Naš tokratni gost je filmski ustvarjalec, natančneje direktor fotografije Simon Tanšek, ki prihaja iz Hrastnika. Simon, dobrodošel. Lep pozdrav. Simon, začniva pri osnovah. Ti si fotograf in direktor fotografije. Kakšna je razlika? Jaz sem začel kot fotograf, potem sem pa hotel študirati fotografijo, pa ni bilo za to možnosti, ki je bila v tujini šola za to fotografijo, pa nekako se je pa pokazala možnost, da bi študiral filmsko fotografijo in je to pol nekako mi ratalo. Razlika je ogromna, razlika je ogromna. Vemo, da recimo pri tej fotografiji, ki jo delamo s fotoaparatom, imamo en posnetek, en okvirček. Ali fotografiramo v to smer, ali v to smer, ali tja nazaj, je to en posnetek, so eni svetlobni pogoji in je to en okvirček. Pri filmu je pa zadeva gibljiva, se pravi, jaz lahko naredim zasuk iz kamero takole za 180 stopinj ali pa 360 stopinj in v tem, ko se jaz premikam kamero, sučem na stativu ali z roke kamero, se mi spreminjajo pogoji. Vidim drugačna je svetloba, drugačna je lokacija, drugačna barva sten. Tako da moramo to vse upoštevati. Seveda pa tudi pri tej fotografiji s fotoaparatom ali s telefonom, se je vseeno zdaj že bolj kot ne, imamo tudi en moment, v filmu pa zadeva teče, premikajo se igralci, eden pride, drug gre, lahko se sprehajajo, lahko gre s kamera z njimi, tako da ja, ogromna razlika je. Ja, ampak glede to, da so v televizijskem studiu, obstaja razlika med TV snemalcem in pa filmskim snemalcem. Mogoče lahko kaj o tem poveš? Lahko. Takole, filmi se ponavadi delajo z eno kamero, ali pa se delajo z dvemi kamerami in so obe obrnjene v isto smer. Se pravi, da imamo isto smer snemamo, isto svetlobo imamo. Ker kot vemo, svetloba je lahko perfektna samo z eno kamero. Če pa snemamo v studiu, sploh takele pogovore, ki imamo zdaj midva, oziroma če se delajo TV šovi, se pa to snema z 2, 3, 10 kamerami. Vidimo tudi nogomet, športne zadeve, ki imajo po 20, 30 ali več kamer. Tam je pa vedno zadeva taka, kot sem že prej rekel, če smo zelo precizni, če snemamo na več kamer, izmer to nek kompromis. In več kamer imamo večji kompromis. Recimo, če si zamislimo, če se dva v filmu pogovarjata in snemamo hkrati in osebo A v to smer in osebo B v to smer, in če bo sonce vzad mene, ta kamera, ki bo mene snemala, bom jaz v nekim kontrasvetlobi, v neki bolj kot na silhueti. Če pa snema proti tebi, boš pa ti imel čisto do spredi sonce in boš imel sence od nosu, od obrvi do vsega. In tako pač je, če snemamo cik-cak z dvemi kamerami, je pač tako. Zato je boljše z eno kamero snemati, ker smo lahko bolj precizni, bolj pedantni, vse. Je pa seveda počasneje, z eno kamero je seveda počasneje snemati. Že govoriva o kamerah. Razlika med televizijsko kamero in pa filmsko kamero obstaja? Ja, takole, včasih je bila ta razlika seveda večja, ker filmi so se snemali analogno, pač filmski trak. Kamere za TV oddaje, za TV šove, za reportaže so bile pa digitalne. To je bila ogromna razlika. Glede resolucije, občutljivosti in drugih tehničnih zadev. Zdaj ne bi, ker bo za gledalce nezanimivo to. Zdaj v današnjem času pa ta meja zgineva seveda. Ta meja zgineva,
Kot vemo, čipi so lahko isti in v TV produkciji in v filmski produkciji. Zdaj se že par let snema večina filmov na digitalno, tako kot je televizija digitalna. Seveda so pa še izjema. V Hollywoodu se še vedno kar precej filmov na filmski trak snema, ne. Največjo zadevajo pa pri objektivih, recimo, ne. Ja, ampak sva omenila, ne, ti si direktor fotografije, torej si šef. Kdo vse je podrejen tebi oziroma tvojemu vodenju pri produkciji filma? Zdaj tako, da malo to hierarhijo, seveda najvišji tule je režiser, ne, on je dirigent. Zdaj vemo, on mora to vse uskladiti, on mora imeti videnje, ne. Isto kot pri glasbi, če je dirigenta, morajo vsi poslušati. Nič ne bo fajn, če je tule super violinist, nič ne bo fajn, če je tule super, ne vem, en drug inštrument, pa harfa, da je super, če ti ljudje niso med sabo usklajeni, ne, v glasbi, ker bojo fušali. Vsak bo super za sebe igral, ampak v celoti bo pa to en velik fuš in bo katastrofa. Podobno je pri filmu. Se pravi, režiser ima 3-4 najožje sodelavce, ne. En sem recimo jaz, direktor fotografije, potem je tule sektor scenografije, to smo najožji 3 sodelavci, ne. Pod mano pa seveda pol pašejo sektor osvetljave, se pravi, to je glavni osvetljivač in 2, 3, 4 njegovi pomočniki, odvisno kak je velik projekt. Pod mano paše tudi sektor seveda kamere, se pravi, sem spadam jaz in pa moj prvi asistent, ki je v bistvu tudi ostrilec. Se pravi, da skrbi za to, da je ostrina, ne. Ker pri filmu ni avtomatične ostrine, tako kot na fotoaparatih, avtomatske. Potem je tule drugi asistent kamere, ki skrbi za objektive, za filtre, in potem je tule še eden ali dva človeka, sploh v zadnjem času, ker so to veliki, ogromni podatki, ki skrbi za material. Se pravi, prepisuje iz enega diska na več diskov in da se tule naredi neka rezerva, če slučajno en disk odpove kdaj. Potem pa je tule še recimo, pod mano paše še sektor teh vozičkov, kranov, žerjavov, ne, ker se da kamera pač na nekaj napravi in da to gre po zraku ali po tleh. To je pa spet 3-4 ljudi, ne. No, to je bilo sicer moje naslednje vprašanje, ne, glede teh dodatnih poklicev, ki pašejo direktno pod sektor kamere, ampak v teh večjih filmskih produkcijah obstajajo še dodatni poklici, en izmed njih je klaper. Klaper v Sloveniji oziroma v teh naših pogojih obstaja kot posameznik, ali je to pač samo nekdo izmed množice, ki ga vi uporabite? Ne, ponavadi tako, da je recimo drugi asistent kamere, ne, ali pa en človek iz gripa, da je hkrati še klaper, ne. Se pravi, ni on samo zato, da tolče, ne, ampak je to človek, ki ima delo skozi, takrat itak pripravlja. Ko se pa snema, pa gripi, pa drugi asistent kamere nimajo dela, ne, in pač za tisti trenutek vzame in tole naredi. Seveda pa to, ko smo prej govorila, kdo je pod mano, a veš, vizualni koncept filma, ne. Tule so kostimerji, ker ni, če neki vizualni koncept ni vseeno, ali ima igralec rdečo srajco ali pa rjavo ali pa belo ali pa črno. Tule je sektor maske, make-upa, ne. Ni vseeno, ali bo zdaj to vse obraz se šajnil ali maten bil, tako da tule je to veliko sektorjev povezanih, ne. Ja, seveda, ne, in Ron, to sledi nekako pri izboru celotne ekipe, ne. Ekipo oblikuje kdo na podlagi scenarija, ampak ne govorim tukaj samo o igralcih, ampak v celotni ekipi. Se pravi, v bistvu, ko se pač producent, mislim, da je tista ta prva oseba, ki reče, zdaj gremo pa delati film, ne, potem začne delovati navzdol, ne. Kako se dejansko oblikuje ekipa, kdo izbere režiserja, kdo izbere direktorja fotografije, kdo izbere
v končni fazi tudi igralce? Tako je, po hierarhiji gre to, ne. Seveda, začne se pri producentu in režiserju, Ja, potem režiser pač izraz producentu željo, kdo bi bili njegovi najožji sodelavci, se pravi direktor fotografije, scenograf. Producent ali se strinja ali se ne strinja, včasih se strinja, včasih se ne strinja. Zdaj pa spet kdo svojo vlav, ne. Recimo režiser mogoče z nekom se mu super dela, ampak ta ustvarjalec je pač do produkcije problematičen, recimo. Ali hoče ogromen honorar, ali je počasen, ali pretirava s količino tehnike, ker seveda tudi stane, ne. In tule se bolj začnejo konflikti, a včasih so, včasih pa ni, ne. Seveda, če sem recimo jaz Bran, pa si jaz berem spet sodelavce pod mano, se pravi sektor luči, Gripa sektor kamere, ne. In spet jaz izrazim željo in producent je tak, da kljukica seveda, ne. Ker on, če ve, da je en problematičen kot do produkcije, ja. v kakršnemkoli smislu, potem moramo to rešiti. Ali tega ali to problem nekako znižati, ali pa zamenjati tega človeka. Pri igralcih je pa seveda glavno, tako kot je moje orodje, moje orodje so luči, moje orodje je kamera, objektivi, tako je orodje, saj grdo rečeno, da so igralci orodje od režiserja, ne. Tako da so v bistvu, no, ne lepo rečeno. Se pravi, glavno besedo pri igralcih ima pa režiser, seveda se pa lahko spet pojavi konflikt glede na produkcije, ne. Saj vemo, koliko je denarja, toliko je muzike v bistvu, ne. Ja. Igralci imajo pač svoje pričakovanja, svoje zahteve, ki se pa morajo nekako uskladiti z proračunom celotnega filma. Ja, tako kot vsi, ne. Vsak ima nek svoj nivo, Ja. pa kompromisi, do kam spustiš, do kam ne spustiš. Tako. Zanimiva je, oziroma direktorji fotografije uporabljate tako imenovan storyboard. Boš majčkeno na kratko povedal, kaj storyboard je in kdaj se ga začne pripravljati? Ja, obstaja lepa slovenska beseda za to, zgodboris. Risati zgodbo, ne. Ja? To so slikice, preden gremo mi snemati, so to slikice, da se lažje predstavljamo, kaj delamo, ne. Zdaj lahko malo postopka povem, kako do tega pridemo. Recimo, Kratko, ja. ja, jaz pa režiser se dobima in rečemo, to bo, ne vem, to bojo dolgi kadri, s kamero bomo hodili po prostoru in bo kader sekvenca, bo trajala 2-3 minute. Lahko pa rečemo, kratki kadri bomo takole tebe snemali, takole mene, potem tretja pozicija oba dva. In to v glavnem nekako si zvizualiziramo, potem to, ko imamo že lokacijo dano, najdeno, neko sobo, nek vrt, nek gozd, narišemo noter v določeno pozicijo tloris, kje bojo kamere, kje bojo igralci, in za lažjo predstavitev lahko še zgodboris narišemo. Se pravi, ali bom jaz snemam takole do prs, ali do pasu, ali bo cela oseba noter, ali bo samo moj čevlj sneman, recimo, ne. In tako se to nariše za lažjo predstavitev. To je zgodboris. No, ta zgodboris storyboard, to se še vedno dela na roke ali so že digitalna pomagala? Seveda, začelo se je to na roke delati, sedaj so že nek programi, ki imaš ti nek prostor noter, pohištvo človeka in to pol računalniško to umeščaš. Obstaja pa tudi opcija, to jaz se velikokrat uporabljam to, fotostrip naredimo, ne. Namesto da narišemo, kaj bomo mi snemali, mi, ki imamo že oglede lokacij, že lahko, jaz pa režiser smo tam, cel dan v prostoru in izmišljamo, kako bi to delali in sproti fotografiramo, ne. Seveda zmeraj še kakšna oseba zraven od produkcije, se pač usede na mesto igralca, se pač usede v fotelj in ga fotkamo in
Se pravi, lahko je to na roko narisan, lahko je računalniško narejen, lahko je pa fotostrip. Jaz preferiram fotostrip, ker se spoznaš z lokacijo. Greš na lokacijo, pa rečeš, če bom klele stal, pa pogledaj čez fotoaparat, bom tole videl, če ga s te strani snemat, spet pogledam, bom tole videl, lahko objektiv zamenjam na fotoaparatu. Se pravi, se približam zelo že temu kadriranju, ki bo pol v filmu. No, seveda, nadaljujeva z lokacijami oziroma izbiro posameznih lokacij. Na podlagi scenarija seveda lahko izbiramo pač zunanje lokacije, notranje lokacije. Zanimiv postopek, zanimiv način iskanja teh lokacij, ne? Pa bi mogoče to konkretiziral na podlagi dveh tvojih filmov, Srečno za umret in pa Gremo mi po svoje. Se pravi, Srečno za umret so večinoma notranji posnetki, Gremo mi po svoje so zunanji posnetki. Kako ste se tu znašli glede samih lokacij? Ja, zdaj pač vemo, da najprej scenarij. Zdaj nekateri scenariji so napisani in imajo že scenarist, a je to scenarist ali režiser, ko to piše, lahko se naredi, da ima že v glavi določeno lokacijo, lahko pa da piše in ta njegova lokacija je čisto imaginarna, se pravi, ni konkretna, ne? Potem, ko se pa dobi ekipa, se pravi direktor fotografije in scenograf, se pa začne to z iskanjem lokacij. Dej, če mogoče kdaj že scenarist, režiser ima že v glavi konkretno lokacijo, potem se gre ta lokacija pogledati in rečemo, ok, super. Ali pa rečemo, ja, on je to imel v glavi, ampak tule bojo te pa te težave. Se pravi, iščemo naprej. In potem pač scenografi, ki poznajo zelo veliko lokacij, mogoče imajo že kakšne fotografije pripravljene, pač na zalogi, to pogledamo, recimo zberemo 5 lokacij, rečemo, gremo vseh 5 lokacij pogledati in spet na fotografijah to super zgleda, ampak pa tja prideš, je pa mogoče premehno ali pa mogoče zraven železnica in če vlak mimo vsakih 5 minut zapele, potem dialog, ko igralci govorijo in se ton snema, je uničen dialog in se mora kader ustaviti in ponavljati. Se pravi, spet neprimerno, ne? Če pa scenograf teh lokacij nima, se pač išče, načrtno išče, ne? Ko gledamo doma na televizijskih sprejemnikih oziroma ko gremo v kino, je vse super, ne? Ampak dejansko koordinacija vseh produkcijskih segmentov je pa zelo zahtevna. En izmed bolj pomembnih, kar si sicer že omenil, je tudi svetloba, ne? A ti lažje delaš z umetno ali z naravno svetlobo? Takole, to lažje, težje, to ne znam povedati, ker vse je lahko in hkrati težko, čisto odvisno, ne. Je pa tako, rekel bom tako, da rajši delam z umetno svetlobo v zaprtih prostorih, najrajše delam v studiu. Kajti v studiu vemo, da ko gasneš luči, je tema. Potem pa začneš z lučmi graditi svojo svetlobno atmosfero. Se pravi, v studiu lahko narediš oblačni dan, sončni dan, noč, kjer sveti le mesečina, lahko narediš noč, kjer sveti le ena ulična svetilka ali svetilka na mizi. Se pravi, si sam svoj mojster in ni izgovorov. Sem hotel, da bo sonce, pa je oblačno. Kar narediš, to je, ne? In to je meni super užitek delati, ker imam zadeve pod kontrolo. Sicer včasih sem odil, včasih bi hotel kako močnejšo lampo, luč, pa jo nimaš, ker je predrag in tako naprej, ampak imaš nekako stvari pod kontrolo. V zunaj zadev pod kontrolo nimaš, ne? Vemo, hočeš snemati sončni dan, imaš v glavi koncept vizualni, da bo sončni dan, evo, 2 ure je sonce, potem pride oblak in čez 2 ure začne deževati. Ne? Zdaj, če bo začel deževati, tak primer je bil pri filmu že omenjenem Gremo mi po svoje. Tam smo bili skoraj 100% zunaj na unih 2-3 travnikih in snemali smo v Bovcu in velikokrat Bovc vemo, da tam okoli kosila ob 12, 1, 2 se začne oblaki zbirati in popoldne ne veš, kaj bo, ne? Se pravi, mi smo velikokrat začeli zjutraj, idealno, brez oblačka, po kosilu, oblaki
nevihte. In to smo reševali seveda tako, da smo imeli rezervne objekte, recimo v Bovcu v kulturnem domu ali v telovadnici je to bilo, sem že zdaj pozabil, in če se je zunaj preveč pooblečil, da nisem mogel z dodatnimi močnimi lučmi narediti sonca, smo pač popoldne spremenili plan in smo šli šotore snemati, ker skoraj vsi šotori, gremo mi po svoje, interjer, se pravi notranjost šotorov je snemana v improviziranem studiu, v Bovcu, v kulturnem domu ali pa v telovadnici, pozabil sem. Kulturni dom, ja. No, krasna istočnica za naprej, ampak pri fotoaparatih je zelo pogosto, da se uporabljajo zoom objektivi. Kako je pa pri filmskih kamerah? A so večinoma enogorične objektivi ali uporabljate tudi zoom objektive? Ja, zdaj takole, včasih je veljalo, da so zoom objektivi za gledalce, ne. Zoom objektiv je to, ko lahko mi veliko vidimo ali pa bolj tako ozko, tako kot če bi čez daljnogled gledali, ne, da pojasnim. Zdaj pa, če imamo mi klasične objektive, imamo, ne vem, v kufru 10 objektivov in če hočemo več videti, da je zelo po domače govorim, damo en objektiv, če hočemo bolj to videti kot skozi daljnogled, damo drug objektiv. Zoom objektiv se mu pa spreminja vidni kot, ne, in mi lahko z enim objektivom ali zelo na široko vidimo ali pa zelo približamo, ne. Včasih je veljalo to, da zoom objektivi so mehkejši in manj kvalitetni, ker je bila druga tehnologija stekel in drugače se je to delalo iz drugih materialov. Zdaj so tudi zoom objektivi že zelo tako kvalitetni, zelo ali celo nekateri isto, kot tudi klasični objektivi, ki imajo samo eno goriščno razdaljo. Tako da včasih je zoom uporabljal samo res, če si mogel na hitro kaj spremeniti, ali pa če si bil na taki lokaciji, da ni bilo mogoče te menjave na kakšnem kranu, na kakšnem drevesu, balkonu, si uporabljal zoom objektiv, ne, drugače si šel na klasiko. V zdajšnjih časih so pa tudi objektivi zelo kvalitetni, lahko nadomestijo tudi te klasične objektive, seveda pa svetlobno niso toliko močni. Torej, če imamo te klasične objektive, to je en velikih razlogov, no. Če imamo klasične objektive, imamo veliko svetlobe pride skozi njih na čip, na film. Se pravi, lahko manj luči rabimo, ali svetlobe ali luči. Če imamo pa te zoom objektive, pa manj svetlobe pride čez objektiv noter v kamero. Se pravi, rabim pa več luči in ne morem pri takih temnejših pogojih delati. No, to je zanimivo, ne. V preteklosti so filmski ustvarjalci bili precej inovativni, so prilagajali obstoječe objektive svojim potrebam. En izmed njih je bil tudi Stanley Kubrick, ki je enega izmed Zeissovih objektivov spremenil na občutljivost svetlobe oziroma zaslonke na f0,7, kar je dejansko več, kot je v bistvu 1:1 upad svetlobe skozi oko. Kako je pa sedaj s tem? Filmski ustvarjalci še prilagajate ali uporabljate izključno tehnologijo, ki je trenutno dostopna? Ja, tole Kubrick je takrat to uporabljal te objektive in celo se govori, zdaj ne vem, je to res ali ni, da je nekaj NASA bila zraven, ker so to razvijali za vesolje, da bo lahko na Luni snemali. Ne, on je zelo ta film snemal pri slabih svetlobnih pogojih, velikokrat je Barry Lyndon se imenuje film. Velikokrat so celo samo sveče na mizi razsvetljujejo sceno, ne. Tako da je pri teh svečih delal in je zato rabil zelo svetlobno močen objektiv, ne. V zdajšnjih trenutkih je pa tako, objektivi so zelo napredovali zaradi brušenja stekla, zaradi kemijske sestavine stekla so zelo napredovali. In nekako ustvarjalci hrepenijo po tem starem izgledu, ne. Tako da dostikrat se uporabljajo tudi, ne vem, 230 let stari objektivi, ker čip je zelo oster in njega zelo čip, vsi proizvajalci sodobnih kamer delajo senzorje zelo
trde in je slika zelo trda. Nekako filmski ustvarjalci pa hrepenijo po teh starem izgledu, se pravi, dajo gor stare objektive oziroma tudi res spoštovani na svetu, velika imena direktorjev fotografije, celo to delajo, da grejo v fabriko, v tovarno objektivov, se povežejo z konstruktorji in rečejo, jaz bi pa tak objektiv imel, da bo malo bolj mehek, ob robih recimo, ali pa da bo malo bolj, da bo bolj poudaril zelene barve ali pa oranžne, tako da, ampak to je par ljudi na svetu, ki si lahko to privošči, ki jih sploh v te laboratorije, fabrike spustijo in ki pač jim to ali sami plačajo ali pa produkcija, da jim to plača. Ker vedeti moramo, da razvoj enega objektiva, nove serije objektivov, to košta par milijonov. Ko sva že pri objektivih, pa pri, mogoče lahko na hitrico omenjava še format snemanja filmov. Na televiziji imamo zdaj običajni format 16:9, to, kar gleda, ne. V filmskem svetu je to razmerje 1:77 proti 1, ne. Obstajajo pa še drugi formati, se pravi ozki format, kjer v bistvu dobimo na naših običajnih televizijah zgoraj spodaj temen rob, v kinodvoranah je to sicer malce drugače, ampak kako oziroma na podlagi kakšnih kriterijev se izbirajo ti različni formati? Ja, formatov je skozi zgodovino filma bilo milijon, ne. Ne glih milijon, malo pretiravam, ampak ogromno jih je bilo, ne. Pa tudi se je ena moda pojavila, pa je stran šlo in tako naprej, ne. Začelo se je z enim filmom, ki je bilo razmerje višina proti dolžini, je bilo 1:1,33, potem je prišel zapis zvoka, se pravi, so rabili malo prostora, se je spet spremenil, ne, je bilo 1:1,37, ne, potem je bilo 1:66, zdaj je HD televizija, je 1:1,77 in tako naprej. Cinemaskop objektiv, to so tudi westerni, kjer je puščava, kjer je horizont, je 1:2,33 ali pa 1:2,39, se pravi tak, jaz se temu pravim dolg nudelc, ne. Kavbojke od Sergija Leoneta so v tem snemane, zato pravim tak dolg nudelc, ne. Kako na zgodbo in pa seveda zdaj trenutno lahko zbiramo vseh od teh 5-6 omenjenih razmerjev stranic. Tudi zadnji čas z nekim poljskim filmom Ida se je zelo spet 1:1,37, je zelo moderno ratal, star film 5 let recimo. Lahko izbiramo zdaj vse, kar čemo. Je pa to seveda veliko od zgodbe in pa od lokacije odvisno, ne. In pa včasih tudi če imamo kje mi pokazati, ne. Mi vemo, če delamo razmerje stranic 1:1,37, pa če mene takole snemamo do prs, bomo levo, desno samo tokle videli. In ta prostor bomo lahko hitro zapolnili z scenografijo, z drugimi igralci. Ozadje bo bogato izgledalo, če je takle ozek. Če pa delamo cinemaskop 1:2,33, to je ta dolg, bom pa še vedno na višino takole, ampak levo, desno bo od mene tako. Meter levo, meter desno. In zdaj moramo pa mi to zapolniti ozadje. Se pravi, če mi delamo film, ki se dogaja 30 let nazaj, moramo ves prostor vzeti, druga avta dati, fasade prebarvati, reklame stran dati, druge dati. Od tega, ne, se pravi, širi je format, več stvari moramo not spraviti. Več stvari moramo not spraviti, dražje to stane in več stvari moramo imeti pod kontrolo, ne. Je pa res, ne, da so v preteklosti, oziroma kar si sicer že omenil, ne, tudi sedaj, v filmski produkciji se uporabljajo razni žerjavi, roke, tirnice, potem steady kamere tudi, ne, ampak v novejšem času pa prihajajo brezpilotni letalniki, se pravi droni, potem tudi akcijske kamere, te tako imenovane GoProjke, ki se uporabljajo, ki imajo že dosti dober zapis, pa če se ne motim, tudi fotoaparati, ki omogočajo precej soliden zapis slike.
Mislim, da se ne bom pretirano zmotil, da je bila ena izmed zadnjih letnikov Dr. House, te nadaljevanke, posneta tudi s kamero Canon 7D. Ta evolucija, glede na to, da se pač filmski trak počasi umika iz filmske produkcije, ta evolucija, kako ti gledaš na to evolucijo? Je to ta tehnološki napredek z zmanjševanjem nekih produkcijskih kamer, pa kvaliteto zapisa seveda, ne? Je to sprejemljivo oziroma ima neko svoje mesto v prihodnosti ali je še tista klasika tirnice, žerjavi še vedno tisto, kar mora biti? Vsekakor je super, da so se pojavile nove, manjše kamere, cenejše. Zdaj v bistvu vsak posameznik že si lahko kupi kamero ali pa fotoaparat, pa ne to snema, ne? Na telefon lahko snemamo. To je super. Včasih tega ni bilo. Včasih je kamera stala ko 2-3 orange auti, orange, ne srednji razredni, ne? Se pravi, orange je to stalo, pa objektivi tudi. Objektivi še zdaj recimo so obdržali ceno, ne, ker to je pač fizika, optika, ne. Tukaj ni elektronike in objektivi so še kar vredni, veliko, ne. Super je, da so se pojavile, tako kot si rekel, te manjše akcijske kamere, vsak si lahko snema in imamo zato večjo svobodo ustvarjanja in pristop delati film oziroma nekaj snemati. To je super, ne. Hkrati pa moramo vedeti, da ker je to omogočeno večji množici, da pač prihaja tudi seveda do manj kvalitetnih produktov, ker je normalno, ne. Hkrati imajo pa vsi možnost to delati. Kar se pa tiče izbora, s čem bomo mi delali, tudi če imamo nek proračun za to in lahko razmišljamo, kaj bomo porabljali, je pa čisto odprto od izraznih sredstev, ne. Vemo, da ena kamera to omogoča, druga to omogoča. Recimo tale zadnji Nori Max, Mad Max, ki so tudi kamioni in tudi ljudje gor po teh palcah skačejo in vse. To je bilo delano z vsem. To je bilo delano z najdražjimi kamerami, kar obstaja. To je bilo delano z fotoaparati, to je bilo delano z temi športnimi GoPro kamerami. Tam so vse. Tudi razbili so ne vem koliko kamer zaradi teh kaskaderskih scen pa to, ampak tam so delali z vsemi, ne. Tako da jaz pravim, glavna ideja, ne, kaj ti rabiš, pa greš pa orodje zbirati, ne. Tudi v Selonarjih ne moramo iti na Triglav peš, recimo, ne. V Gojzerjih pa ne moramo plesati. To je podobno, ne. Mogoče pa zdaj še malce preskoka nate. Ti si sodeloval, če se ne motim, sem prav prebral, ne, pri 14 celovečernih filmih, kot je direktor fotografije seveda. Med vidnejše definitivno sodijo oba dela filma Gremo mi po svoje, režiserja Mihe Hočevarja, potem 906 Mihe Šterka, Noč Mihe Knifica, Od groba do groba Jana Cvitkoviča, v Leru režiserja Janeza Burgarja, v zadnjem času pa z Matevžem Luzarjem tvorita že skoraj sanjski tandem, ne. Skupaj sta posnela film Srečen za umret, TV film Dekleta ne jočejo in pa Orkester, ki je sicer še v fazi postprodukcije. Kakšne so tvoje izkušnje s sodelovanjem z različnimi režiserji? Vemo, vsak je po svoje muhast, vsak je po svoje zanimiv, imajo svoje zahteve, ampak ti kot direktor fotografije oziroma njegov najožji sodelavec, so režiserji, pač te, ko si jih zelo omenil, pa tudi mogoče ostali, pripravljeni na sprejemati tvoje predloge, mogoče kreirati film tudi s tvojo pomočjo, ali si ti zgolj njihov sodelavec, ki upošteva oziroma posluša njihova navodila? Ja, takole bom rekel, režiserji in tudi ostali sodelavci so zelo različni kalibri. Se pravi, en je takšen, drug je drugačen, ne. Zdaj, jaz mislim, da pametni, tudi režiserji, ki spoštujejo svoje sodelavce, izbirajo sodelavce, ki imajo neke predloge, ne. In tudi
Drugače bi lahko to vsak snemalec delal, če bi režiser rekel, mene morate čist poslušati na 100%, bi lahko to vsak snemal, ki zna tehnično to narediti. Ne? In zato po moje, da tudi režiserji, ki niso zaljubljeni sami vase, so vsi odprti za neke predloge, ne? Ker seveda odločitev na končno je pa njihova. Ne? Jaz pač dam predloge bi lahko takole, lahko takole. Jaz zelo rad pri teh predlogih zanalašč provociram, pa grem včasih malo pretiravam, da bolj spodbudim razmišljanje režiserja, no? Malo jih provociram. Recimo en italijanski direktor fotografije, legenda, še živeča, Luciano Tovoli, je enkrat na enem simpoziju rekel lepo zadevo: direktorji fotografije pomagamo režiserjem uresničevati sanje. Ne? Se pravi, oni imajo neko idejo, mi pa lahko predlagamo, ti bi rad tolo čustvo pokazal, tako tele barvi bi rad pokazal. Kaj pa, če bi mi to takole naredili? Ti sicer imaš neko idejo, ampak glej, ti hočeš tole, kaj če bi mi takole naredili? Ne? Pa nekateri reče, super, super, ja, ampak malo bi pa še malo drugače. Nekateri reče, ne, hočem tako, ne. In zdaj, če kak režiser, ki reče ne, in pol moja ideja recimo zavrača v večini, potem mi seveda ni več želje z njim naprej sodelovati, ker pač jaz se ne čutim samo izpolnjevanja tam in moje delo in moja energija greta v bistvu v to, da jaz naredim, kar on reče, to pa meni užitek ni. Ne? Se pravi, tukaj se ta kreativni naboj izgublja. Absolutno. Absolutno. Omenila sva film Dekleta ne jočejo, TV film. Ne? Super zadeva, tisti, ki smo si jo pogledali, smo se nasmejali, smo uživali v filmu, ampak mogoče pa našim gledalcem malce manj znano, ne, da v tem filmu je pa nastopalo celo Zasavje. Ti, direktor fotografije iz Hrastnika, režiser Matevž Luzar iz Zagorja, kot glavna igralka pa Tanja Ribič iz Trbovelj. Kako je to izgledalo? Ja, v redu izgledali, super, jaz po zasavskemu govoril, ne. Tanja sploh včasih, ne, zanalašč bolj zasavsk govori. Tako da je super sodelovanje bilo, ne, malo smo se tudi na ta račun hecali Zasavje, ne. Tako da ja, pa tudi zdaj ta zadnji film od Matevža Luzarja smo tudi v Zagorju snemali, ne, orkester, pa Sveja je sodelovala, tako da je spet nekako Zasavje prišlo v ta filmski zemljevid. Pa tudi prejšnji filmi plesni od En Knapa, recimo, ne, ki so v termoelektrarni snemani in tako naprej. Tako da ja, se dogaja tudi. Na začetku so omenila te različne vloge v sami produkciji filma. Nekako si omenil, zelo izpostavil B-kamero, B-snemalca, če tako rečeva. Ti kot B-snemalc si sodeloval pri filmih Rezervni deli, Petelinji zajtrk in pa Šanghaj. Kako da si prišel do teh? Pri Rezervnih delih nisem, to je mogoče nek podatek, sem pa pri Šanghaju sodeloval in sodeloval sem pri, kaj še? Petelinji zajtrk. Petelinji zajtrk, ja. To sem pa sodeloval. Ja, se vemo, pri Šanghaju je, to mi itak, nas snemalcev, ki delamo filme v Sloveniji, ne vem, 5, 10 maksimalno, ne, in se med sabo poznamo, ne. Zdaj pa, če imam jaz 2 kameri, pokličem kolega, lej, par dni imamo drugo kamero, 5 bomo malo skupaj, malo boš zaslužil in tako naprej. In potem se ta usluga vrne nekako, ne. So pa to primeri, ki se rabijo 2 kamere, recimo Petelinji zajtrk, ki sem bil na drugi kameri, pri oni sceni, ki smo mislim, da 2-3 noči snemali, ki Severina na odru poje in mi tam v dvorani Tabor v Ljubljani smo snemali in tam velika množica ljudi in glavna kamera je snemala Severino, ki je pač glavna zvezda filma, ne, mislim,
te scene. V filmu jo ni to, ampak se bolj o njej govori. Jaz sem pač lovil te ljudi, ki tam plešejo, ki so na tem koncertu, s to drugo kamero. Pri filmu Šanghaj je pa moj kolega Miloš Srdić snemal. Sem pa sodeloval pri tistih prizorih, ki je romsko naselje postavljeno in so tudi masovne scene tam, na koncu celo to zagori, pa en avto eksplodira, tako da smo na 2 kameri snemali, da če se slučajno z materialom od ene kamere kaj zgodi, da imamo to še na drugi kameri. Seveda, ker ko mi enkrat zažgemo dekoracijo, je težko novo narediti. Ok, ampak ti si se poskušal tudi kot igralec, film Reality, oseba 11 ali brat 11, nekaj takšnega. Kako je nastopati pred kamero, poslušati navodila režiserja in hkrati ne misliti na to, kako bo kamera delovala? Takole bom povedal, ta projekt, to je režirala Dafne Jemeršič. Ona, takrat, ko sem na FAMU študiral kamero, je ona študirala montažo. In seveda, mi smo bili vsi iz bivše Jugoslavije in smo si med sabo pomagali. Tam smo imeli razne vaje, fotovaje sem imel jaz, ona je imela montažerske vaje in mogla kaj posneti. In smo si to pomagali v času študijskega procesa 5-6 let, en drugem. In potem sem jaz v njenih vajah igral, ona je v mojih vajah igrala, ona je pa že prej v Zagrebu igro študirala. Tako da smo si pomagali in jaz sem njej igral v, ne vem, 5 ali pa 10 vajah in potem je ta material, ona je zelo aktivna montažerka, tudi neke oglase režira. Je rekla, Simon, jaz bi pa ta material uporabila iz svojih šolskih vaj, kjer ti igraš, pa bi še malo napisala, pa bi to skupaj še dosneli, pa bi to skupaj zložili in pa je ta film Reality, realnost ratal, kjer imam jaz glavno vlogo. Od starih posnetkov vaj pa to se delali 10 let nazaj, po mojem. Ja, nič, meni je super, no. Meni je, mislim, super. Bolj se počutim iza kamere, ker je to bolj moje področje, pa sem bolj suveren, hkrati mi je bilo pa, seveda, mi je bilo pa zanimivo, ker je pač, jaz sem vedel, jaz sem, mislim, laik igralec, od mene ste hvatili, k ne me imate. Je pa malo treme bilo, ker tam so tudi pojavil se v epizodnih vlogicah se pojavijo igralci, ki so v gledališču igrali, pa na filmih, tudi neki hrvaški igralci, Katarina Častem igra, recimo, in tako. Tako da sem imel tremo, seveda. Ampak to sem vzel za hec, pa smo naredili. Glavni protagonisti pri ustvarjanju filma so, kot sva že omenila, režiser, producent, scenarist, direktor fotografije in pa montažer. Slednji je zadolžen za končni izgled filma, takšnega, kot ga mi potem vidimo na naših zaslonih, takšnih in drugačnih. V montažni sobi pa poleg njega seveda sedi režiser in pa tudi direktor fotografije. Drži ali ne? Ja, odvisno, odvisno. Odvisno, koliko to direktorja fotografije zanima in koliko ti zaupaš režiserju. Jaz večino režiserjem, ki sem delal z njimi, zaupam in tudi že na snemanju, če kaj posnamemo, pa rečem, ti v montaži mogoče tale kader ne bo šel skupaj z drugimi 3 kadri v tej sceni, zaradi, ne vem, svetlobe, estetike, ne vem čega, daj probi tega kadra ne dati noter. Ker se mi nekaj sumljiv zdi, ali pa rečem, bom prišel pogledat, pa da pol vidimo. Ali pa je kaj presvetlo, ali pa pretemno in pol režiser me vpraša v montaži, rekel si, da mogoče tole ne bo šlo noter, poglej, a misliš, da se da v postprodukciji kontrast spremeniti, barva, posvetliti, ali kaj takega, če rečem ja, pa da to noter, če rečem ne, da mogoče to ven. V tej meri izhodim v montažo. Se pravi, v celem procesu grem, ne vem, 2-3krat pogledat, ali pa režiser mi pošle neke dele filma, pa pol doma to gledam, pa komentiram.
V tem pogledu sodelujemo v montaži, da bi pa v nekem kreativnem pa ne. Ker moramo vedeti, jaz ta film pripravljam ali 3 mesece ali pol leta, pa se 2-3 mesece snema, pa se to montira. Montira se včasih 3 mesece, včasih 1 leto, ne. Potem je pa postprodukcija slike, ki traja še 2-3 tedne recimo. In jaz vem, da sta montažer pa režiser v montaži 3 mesece, pol leta, ne, in noter padeta v bistvu, ne. Jaz, ko pa pol pridem pogledat enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 tedna, pa se mi zdi, tako rečeno, nima pamet soliti, neumestno, no. Ampak zadnje čase opažamo tudi pri nas fenomen nadaljevank. Ta vse bolj uveljavljen način prikazovanja zgodb, stegnen iz ene enote na več enot, je lahko zahteven pri sami produkciji. S tem se spreminjajo urniki, spreminjajo se scenariji, spreminjajo se lokacije, ampak v končni fazi izdelek mora biti pa na najvišjem možnem nivoju. Kako to vpliva na delo direktorja fotografije? Ja, zdaj takole, ne, toliko si omenil, da se sproti spreminjajo scenariji, igralci, ne, kjer igralec dobi drug angažma, pa mora scenarij spremeniti in v nadaljevanki umre ali se odseli. To seveda, ti bom rekel tako grdo, to je rock'n'roll, ne, za ustvarjalce, ker se vse spreminja, ni nekega koncepta, ni dolgoročne vizije in tudi pogoji za delo so katastrofalni, ne. To, ko mi, recimo mi na filmu v enem dnevu posnamemo povprečno 2, 3, 4 minute filma. V enem snemalnem dnevu, ki traja 12 ur, mi posnamemo 2, 3, 4 minute uporabnega materiala. Moji kolegi pa so tudi, znajo to delati, ampak zaradi hitenja in slabih pogojev dela morajo pa posneti, ne vem, 200 minut nadaljevanke v enem dnevu recimo, ne. To je pa veliko razlika v razmerju, ne. Sicer zdaj zadnji čas odstopajo tale nadaljevanka, ki jo zdaj vidimo, po tej vizualni plati, ne, Inšpektor Vrenko in pa to, ki je Matevž delal, ki je bilo lansko leto na sporedu, Jezero, to odstopa po vizualni plati in vsebinsko in scenaristično, ne. Tule so pa bolj filmski pogoji, tule pa ne naredijo 20 minut na dan, ampak naredijo, ne vem, teh 4-5 minute, ne. Tako da to je vse čas, ne. Te, ko pa izpravim limonade, žajfence, grdo rečeno, te nadaljevanke, ki se delajo tam pa v enem dnevu posnamejo 15-20 minut uporabnega, to je pa rock'n'roll. Samo prižgi luč, ugasni luč, nimaš prostora za neke fine popravke, za detajle, kot direktor fotografije. Tam tudi vemo, se snema na 2, 3, 4 kamere, se pravi, ne moramo zdaj svetlobe samo za en kader rihtati. Režiser nima časa se ukvarjati z igralci, ne. To je pač pritisk teh medijskih hiš, ki pač so v lasti dobičkarjev, ne, če tako rečem. Ampak zdaj so pa že pri koncu najine oddaje, pa še malce o tem. Ti si prišel do svojega poklica filmskega snemalca oziroma direktorja fotografije s tem, ko si šel študirati, kot si že omenil, na FAMU v Prago. Je bila to takrat edina alternativa ali so obstajale še kakšne druge šole s podobnim programom? Ja, to sem že na začetku omenil. Jaz sem se kot osnovnošolec ali pa še prej, po mojem dedku sem to nekako prevzel. Me je navdušil za fotografijo, ukvarjal sem se s fotografijo klasično na fotoaparat. Po srednji šoli sem hotel študirati fotografijo in sem se zanimal za študij v Ameriki, v Angliji, v teh dražjih državah.
In to so bile cene grozne, ne? In šolnina in stanovanje, življenje, to, da to ni šlo finančno skozi. Potem sem pa rekel, neč, mogoče bi pa jaz filmsko fotografijo študiral. Začel sem se zanimati, bila je šola v Zagrebu, bila je šola v Beogradu, na področju bivše Jugoslavije, ampak potem, ko sem se jaz to začel zanimati, je bilo še v redu, pol čez nekaj časa, čez pol leta se je vojna začela, ne? Itak ta balkanska vojna na bivši Jugoslaviji, sem rekel, to zdaj itak ne pride v poštev. In sem se začel zanimati za slovansko govoreče države, se pravi Poljska, Češko, Slovaška, ne? Potem sem neke informativne te biltene dobil in sem šel gledati in češčina mi je bila bližje kot poljščina in sem rekel, bom pa izprobal v Pragi, ne? Tako da tako je pač nanesel. Je pa zadeva, ja, to še, kot Jugoslovan sem se konec leta prijavil v Češko-Slovaško, sprejemne izpite sem delal pa konec januarja kot Slovenec v Češki. Zanimivo. Mislim, da je bil en prvih, ki je končal študij filmske fotografije iz Slovenije, Rado Likon, v bistvu oba ga poznava, ne, mojster filmske kamere. Bi lahko mogoče rekla, da je to bil tudi tvoj vzornik, oziroma si sploh imel kakšnega vzornika pred tem? Ma ne, jaz sem bolj vzornik imel v tej stil fotografiji, se pravi v fotografiji skozi fotoaparat. Tako da jaz, ko sem se prijavil na filmsko šolo FAMU, jaz prej kamero v roki držal nisem, ne. Tudi nisem poznal teh imen, tudi teh ljudi nisem poznal. Sem jih pa poznal, ker sem bral knjige, pa gledal filme za sprejemne izpite in tam sem zasledil ime Rado Likon, ki je prvi, tako kot si rekel, končal kamero v Pragi. Za njim je končal žal že pokojni Vilko Filač, svetovno priznani direktor fotografije, ki je naredil kar precej filmov z Emirom Kustoricom. Tam je pred mano končal Valentin Perko, ne, in ki je mimogrede snemal film tole iz Severino, ne, Petelini zajtrk, ki si bil že omenjen. In pred mano je končal, ne spomnim se imena, še en, ki na televiziji, zdaj že v penziji dela. Tako da sem bil peti v bistvu, ne, ko sem šel tja. Direktor fotografije, ne, je v bistvu način življenja. Drugačen, pomeni tudi precej odrekanja. Kako ga ti doživljaš? Ja, način življenja to vsekakor je, ne, tako kot vsako, jaz mislim, da vsako delo, ki ga človek dela, pa je to z področja medicine ali arhitekture ali gradbeništva, karkoli, novinarstva, če hočeš ti en kvaliteten nivo doseči, je to način življenja, ne. Se pravi, to je tako, da takrat, ko si v pogonu, delaš skozi o tem razmišljaš, ne. Če se usedeš na vlak, pa gledaš čez okno, pa rečeš, lepa svetloba, to pa bi neko porabil. Če si v avtu, pa poslušaš glasbo, rečeš, to je pa zanimiva glasba, lahko jo, ne. Se pravi, skozi o tem razmišljaš, ne. In takrat, tudi takrat, ko nimaš nekih projektov, ker nismo ne delamo na etape, ne, se pravi, mi pripravljamo film pol leta, pa ga 3 mesece snemamo, pa 4 mesece, pol leta nimamo nič dela, ne, in nič prihodkov, ne. Tudi takrat, ko navidezno nič ne delaš, imaš v glavi, o tem razmišljaš, o tem, ne. Ni to služba 8 ur, ajde, to je že v čas, bo zdaj vemo, ampak to ni prav, da so službe po še več ur, ne. Ni to, da greš ob 8 zjutraj v službo, pa ob 6 popoldne domov prideš. To je v bistvu, skozi delaš. In zato jaz pravim, skozi delam, pa nikoli ne delam, ne. Ker tudi, ko pa snemamo, ko to pripravljamo, je meni užitek. Jaz se igram. In pravim, da je najlepše delati to, kar te veseli, pa še zato si plačan. Pa zelo super poklic je to, ker če snemaš nekaj, recimo
o rudarjih, si med rudarji, greš v rudnik. Če snemaš nekaj o pilotih, greš na letalo, si s piloti. Če snemaš nekaj na smetišču, si na smetišču in tako naprej. Tako da je to ekstremno veliko ljudi in lokacij in okolij spoznaš. Omenila sva, da si bil igralec, kamerman, oziroma grobo rečeno kamerman, se pravi bez snemalec, direktor fotografije. Si pa kdaj razmišljal tudi o tem, da bi bil režiser? Ne. Ne. Nikoli. Nikoli. Oni imajo preveč dela, ne. Tako, ogromna odgovornost je to. Če je slab film, noben bo rekel, Simon ga je snemal. Vsak bo rekel, lej, Janez Novak, ki ga je režiral, za nič je naredil. On je dirigent, ne. In je to ogromna odgovornost. Poleg tega, režiser ponavadi dela z scenaristom ali sam piše. To je leto, recimo. Scenarij se prijavi na razpis, potem čakaš leto, dve, da denar dobiš. Če ga dobiš, čakaš. Potem so priprave na snemanje. Snemanje, montaža, to so 3, 4, 5 let. V tej naši državi, ki pač ni tako kulturno, finančno, sploh področje filma je zelo podhranjeno. In režiserji čakajo na resni film 5 let, recimo, če ga dobijo. Sicer lahko manjše zadeve vmes delajo, kak TV oglas ali pa industrijski film, ampak to ni to. Take zadeve se bolj delajo z honorar, kot pa z svoje dobro počutje za rast samega sebe. Za konec pa mogoče še nasvet mladim, mogoče malce manj mladim, filmsko željnih ustvarjalcev, se pravi, ki naj bi ustvarjali mogoče kakšne video, kakšne filmčke, kakšne male dokumentarce, mogoče celo kakšen igrani film. Kaj bi jim ti svetoval? Super je delati treba, pa samodiscipliniran je biti treba. Nič se ne bo samo naredilo, se pravi, treba je tudi včasih eksperimentirati, ampak za vse treba imeti plan. Ker če bomo mi samo kamero vzeli pa šli malo snemati, pa ne bomo vedeli, kaj bi radi naredili, ne bomo nič naredili. To je ena stvar, hkrati pa ne pozabljati na te klasike, ne. V celem vizualnem svetu gledati te klasične filme, brati klasična literarna dela, hoditi na slikarske razstave, na fotografske razstave, s tem se ukvarjati, ne. Saj mogoče se bo komu zdelo, da ta klasična umetnost je pasé, ampak moramo pač vedeti, da črpam, to so neke osnove, iz katerih vsi sodobni ustvarjalci črpajo, ne. Tam so osnove postavljene, ne. Simon, najlepša hvala, ker si bil prvi gost v novem ciklu oddaje Kulturni kolač. Še enkrat hvala in pa veliko uspeha v svojem nadaljnjem delu. Ja, hvala za povabilo, ne, pa še, če bo kak film imel premiero, pa še kdaj, ne. Vaše želje bomo upoštevali. Drage gledalke in gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in vidimo se, predvidimo spet čez 3 tedne.